Lep dober večer na spletnem literarnem zajtrku iz Kible, ki poteka v sklopu XOP. Danes pozdravljam gostjo Nino Dragičević. Nina, lepo pozdravljena. Dober večer. Dober večer. Glede na to, v kakšnem čudnem obdobju smo se znašli, ali pa čudnem obdobju, mogoče samo v nekem takšnem mehurčku, kaj počneš ob takih večerih? Zadnje čase, čeprav verjetno je tudi sicer tako, precej pišem. Tole obdobje, sploh celo leto, mi iz tega avtorskega vidika zelo ustreza, iz finančnega seveda bistveno manj. Ampak mislim, da sem mogoče sploh zato, ker je bilo zame lansko leto precej dinamično, zaradi nove knjige, nove plošče, premier in tako naprej, da sem bila na neki točki že zelo izčrpana od samih dogodkov, od samega nenehnega stika z ljudmi in sem že nekje na koncu prejšnjega leta sama sebi govorila, da je treba to malo ustaviti, da moram narediti neko pavzo. In to se je potem kar samo zgodilo, kot vidiš, skozi prvo karanteno. In to je v bistvu lansko leto, začelo se je že leta 2018. Nina Dragičević je takrat torej postala dvojna vitezinja v istem, prvič na sami prireditvi, torej po mnenju žirije in po mnenju torej samih gostov, obiskovalcev, obiskovalk, vitezinja poezije s svojo pesmijo, potem pa v bistvu se kar nekako nadaljevalo, torej pesniška zbirka, pesniški prvenec oziroma kar poema, Ljubav reče greva in potem nominacije, Jenkova, Veronikina, potem Kritiško sito in potem tudi uvrstitev Ten Books from Slovenia in Župančičeva nagrada, torej za tvoje ustvarjanje. Kako v bistvu sedaj to obdobje, ko gledaš nazaj, kako vpliva nate? Je bila dodatna spodbuda, kot si že pa tudi sama rekla, veliko stika z ljudmi, tudi ta napor tebe kot človeka, nenehna interakcija? Pa zdi se mi, če sem povsem iskrena, da sem glede tega nenehno v nekem odboju. Smešno bi bilo reči, da je neka pozornost kritiške javnosti, pa tudi javnosti kot takšne, skupaj s priznanji, nagradami, nominacijami, nekaj, kar bi bilo človeku odveč, popolnoma nesmiselno. Po drugi strani pa, kot rečeno, se pogosto bojujem s tem, da to s seboj prinese precej enega stika, zelo direktnega, izrecnega stika s svetom. Sama pa potrebujem ogromno miru in nekega ogromno enega časa brez ljudi, čisto nekega zelo umirjenega časa in si zelo prizadevam, da bi do tega tudi prišla. Kot rečeno, včasih mi to ne uspe. Ne vem, včasih se mi zdi, da smo glede dogodkov v tukajšnjem prostoru res hiperproduktivni. Včasih me za kakšne pesniške večere precej skrbi, ali niso morda sami sebi namen, čisto v tem smislu, da se zgodijo zato, da bi se zgodili. In se mi takrat ne zdi, da je v ospredju v resnici poezija, ampak dogodek kot tak, kot nek spektakel. Torej ta postprodukcija, misliš, da postaja vedno bolj? Ne vem, če postaja vedno bolj, morda je že dolgo časa tako. Je pa res, da ko samo vstopiš v to, mislim, seveda je super, skratka si v stiku z ljudmi, z novimi poezijami ali pa pač literaturami, umetniškimi deli. Se pa včasih sprašujem, kakšen je namen nekega literarnega dogodka. Obenem pa vsi vemo, da sploh, če smo samo zaposleni v kulturi, da za podaljšanje statusa potrebujemo čim več teh nekih dogodkov. Ja. In če smo povsem iskreni, se dostikrat pogovarjamo o tem, da gremo nekaj narediti zato, da dodamo še eno alinejco. Tako da mogoče včasih pogrešam kakšne take bolj počasne literarne večere, neke počasne pogovore, kjer ne gre samo za nizanje avtorjev, za nizanje
pesmi, skratka brez nekega časa za kontemplacijo ali pa nek čist hiter razmislek o tem, kaj je bilo to, kar smo pravkar slišali, kaj zdaj to pomeni, kdo je ta avtor, ki ga poslušamo, kakšno ozadje ima in tako naprej, ne. Po drugi strani pa seveda mogoče ravno zato, ker ogromno časa preživljam sama in nimam nekega zelo močnega stika, na primer z literarno sceno v tem smislu, da bi zdaj pa že vse poznala, se družila z vsemi in tako naprej. Je pa v bistvu mogoče reči, da s svetom komuniciram predvsem prek svojega dela, ne, in v tem smislu pa vsaka nominacija ali pa uvrstitev ali pa nagrada dobi v tem kontekstu en mnogo večji pomen. Skratka, vzpostavi mi nek stik, za katerega morda prej sploh nisem vedela, ne. Skratka, z nekom tam nekje, ki je v neki žiriji, ki ga sploh ne poznam, pa smo očitno glede nečesa na podobni valovni. Ja, in ravno to je zelo zanimivo, ne, ta tvoj kritični odnos, ne, ki ga zdaj seveda so videli tudi drugi, opazili tudi drugi in ga torej tudi zelo pozitivno ocenili, se odraža v vsem tvojem literarnem in tudi raziskovalnem, tudi drugem delu. Torej, pišeš eseje, študije. In torej, kako bi zdaj označila ta izhodiščni položaj intelektualke, umetnice v tem času, prostoru, ne, saj sva že nekako načeli, ampak kako je biti torej zdaj samozaposlen, kako je biti intelektualec, kako je biti torej kritičen v današnji družbi, za katero pa v bistvu vemo, da nas vse bolj vpeljuje v enoumje, zaprejo knjigarne, medtem ko nekatere trgovine pa lahko delujejo nemoteno. Pa o tem vprašanju se verjetno lahko pogovarjava z nešteto zornih kotov, ne. Na splošno bi verjetno lahko rekli, da je izhodiščen položaj umetnice v tem prostoru, v tukajšnjem prostoru, danes spoj izjemnih možnosti in izjemnih omejitev. Kaj bo prevagalo, pa seveda zavisi tako od ekonomsko-socialnega položaja, iz katerega avtorica izhaja, skratka, kakšno je res njeno izhodišče, pa tudi njenega intelektualnega in estetskega korpusa, znanja, ambicij, navsezadnje tudi krogov, s katerimi se bo srečala in ali bo vanje sploh lahko vstopila, ne. Skratka, iz mnogo zornih kotov lahko pogledava res tako močno, široko vprašanje si postavila, ne. Pa glede na to, da sem o ekonomsko-socialnem položaju, sploh življenjskem položaju umetnic in umetnikov že kar precej pisala, pa da sem zdaj omenila tudi ta vidik, da je za nekoga, ki na novo vstopi v neko umetniško polje, literarno ali pa katero drugo, pa mogoče, če ostanem malo pri tem vidiku, a ne, ker se mi zdi, da je to, koliko je možnosti vstopa v nek krog na nekem umetniškem področju, sploh možno, koliko je ta vstop možen oziroma ali ta nek krog ljudi sploh obstaja, se mi zdi zelo zanimiv danes, o njem danes razmišljati, ne. Kajti daleč so že za nami te neke izrazite literarne skupine, a veš, kaj mislim, ki bi predstavljale nekakšen glas generacije, umetniški tok in tako naprej. In se zdi, da se združevanje danes prihajajočih avtoric in avtorjev v veliki meri izvaja prek nekih mentorskih krogov, prek nekih delavnic recimo, ne, kar je mogoče lahko v redu, se pa mi zdi, da ima neko zgodnje usmerjanje umetniškega izraza lahko tudi svoje hude zagate, tako da do teh mentorskih krogov imam kar nekaj zadržkov, a ne. Potem, da o tem, da skoraj da ne more biti literarnega srečanja, na katerem ne bi kdo omenil Tomaža Šalamuna ali pa, ne vem, Daneta Zajca, to se mi zdi, da tudi mnogo govori o tem, kakšne so pravzaprav možnosti za vstop v neko literarno sceno, ne. Kakšen je profil človeka, ki lahko resnično vstopi, ne, tako resnično, s celo persono, a ne. Ja, ampak mislim, da do tega zdaj mlajše generacije že na nek način postajajo kritične, ne. Ali pa tiste generacije, ki so bile mogoče deležne preveč teh mnenj, mogoče tudi so na nek način čutile frustracijo in na nek način mogoče tudi opozarjajo.
Ja, mislim, po eni strani, saj to sem mislila reči, po eni strani se mi zdi, da ta vidik nekega velikega kroga ali pa imena odpada in da imamo mnogo bolj razprošeno literarno sceno nekih posameznih likov, glasov, ki se pojavljajo, sploh več ne veš odkot, ne, kar se mi zdi zelo dobro, ker se mi zdi, da to pomeni neko večjo neodvisnost v samem načinu izraza. Po drugi strani pa še vedno opažam to, kar sem pravkar rekla, ne. Tako da, ne vem, verjetno je težko odgovoriti oziroma se odločiti za eno ali drugo, verjetno kar oboje obstaja. Pa saj tudi v bistvu je še vedno na literarnem polju kar močno, se mi zdi, povezovanje znotraj študijskih smeri, ne. Mislim seveda na komparativistiko, pa mogoče tudi na slovenistiko. Četudi bi morda danes lahko rekli, da bolj inovativni, progresivni literarni glasovi v zadnjih desetletjih celo sploh ne prihajajo nujno iz teh krogov, a ne, skratka, da obstaja okrog tega nekega jedra še cel nek prostor, ki deluje kot periferija, pa se mogoče tam dogajajo malo bolj vznemirljive stvari, ne. Mislim, da recimo tudi literarne študije govorijo o tem, da so današnji, recimo predvsem bomo govorili in ostali nekako pri poeziji ali z področja prevodoslovja, z glasbe, ne, in v bistvu ta širok diapazon, ki ga imaš, lažje ga vnašaš, ne, saj imamo tudi zdravnike, ne, ki imajo čisto drugačen, mogoče spekter, nabor znanja, nabor besednjaka, ki ga lahko potem uporabljajo in preigravajo. Ja, tako nekako, mislim, se mi zdi, da to zelo vpliva na sam razvoj jezika pri avtorju ali avtorici. Ta neka nepripadnost, nezavezanost, skratka, ta neka pozicija, kjer je pozicija, v kateri avtorica v bistvu zavrača zelo tesen stik s čimerkoli in komurkoli. Ne pravim, da je to edina smiselna izbira, meni je gotovo med bolj smiselnimi, mi ustreza, ne. Povej. Ja, kar v bistvu mislila sem ravno nadaljevati glede tvojega proznega prvenca, ne, v bistvu sem se želela ravno navezovati, o čemer sva govorili, ne, torej tudi ta distanca od drugih kot lirski subjekt ali pa torej tudi junakinje, ne, če gremo mogoče na prozni prvenec, govori na nek način o tem, ne, saj tudi ta sistem, to življenje, birokracija in vse te stvari, o katerih še bova govorili, ki so tudi prisotni v tvoji poeziji, ki se tudi znajdejo, na nek način poskrbijo za to, da se človek na nek način tudi še bolj lahko individualizira. Ali pa se ravno zaradi tega? Kaj misliš? Ali se zaradi tega individualizira? Veliko bolj, da torej, ker postaja kritičen, ker ga ta družba ali sistem, ki ga hoče ukalupiti, toliko utruja ali pa toliko torej tudi ponižuje, da enostavno želi najti svoj glas, pa ne govoriva zgolj o poeziji, ampak ta svoj lastni izraz, ki ga potem kaže. Mislim, to je verjetno vprašanje tega, koliko se zdi smiselno skonsolidirati z nekimi obstoječimi razmerami v kateremkoli področju. Verjetno ima lahko konsolidacija neke kratkoročne benefite, ampak vseeno mislim, da potem mora umetnik ali pa umetnica prestati še preizkus časa, ki pa je mnogo daljši od nekih trenutnih vezi, nekih soglasij, nekih tihih prikimavanj. Je pa po drugi strani res, da to seveda tudi pomeni najpogosteje mogoče malo težje življenje. Čisto v smislu tega, kakšne možnosti, koliko je neko delo za nek svet zanimivo, ne. Ampak se to pride spet skupaj s samim preizpraševanjem nekih glavnih tokov oziroma kanonov, kot se jim reče, ne. Moje neko prepričanje že ves čas je, da če se nekje vzpostavi nek standard, recimo kakšna naj bi bila poezija, ne, da ga je treba takoj sesuti. In
skratka, da se ga nikoli ne sme stabilizirati in zato mi mogoče ni tako, ali pa sploh mi ni težko nekako se delati od vode stran od nekih osrednjih tokov, tako nekako, ne. Ali strukturne, češ slovenska struktura, mislim pesniška pot naj bi imela dve strukturi, to tudi mogoče več ne vzdrži ta teorija, ne, Murnovska, Prešernovska, to na nek način danes meni osebno kot kritičarki na nek način postavlja večje vprašanja. Ali je smiselno vztrajati pri teh teorijah oziroma teh nastavkih? Ja, mislim, meni se počasi zdi, da odgovor na to vprašanje v bistvu ni tako težek, ne. Se pa mi tudi zdi, da v bistvu kritiki in kritičarke, pa ne vsi, ampak nekateri pa gotovo, nekako že delate te, mislim, tudi v drugih umetniških zvrsteh imamo toliko ene hibridizacije, raznih zvrsti, form in tako naprej, ne. Da je danes sploh v neki ravni liniji govoriti o čemurkoli že počasi smešno. Ne zastarelo, ne stvar zastarelosti, preprosto smešno je, preprosto prazno in nesmiselno je. Ja, zelo dobro, ne, ta nesmiselnost, ne pa zastarelo. Torej, tvoj prozni prvenec, Kdo ima druge skrbi, šel je leta 2014, je torej prikaz notranjega doživljanja, ki pa je torej pogojen s posebno senzibilnostjo. Torej, odmiki, govorili so že o odvodih, ki so tako fizični, torej to so potovanja, to so v bistvu potovanja po notranjih svetovih tudi. Kje se torej lahko začne ta, mislim, da je ta tvoj prozni prvenec na nek način zelo dober nastavek za poemo. Zelo dober, ne? In zelo lahko vzporednice. Veš kaj, Kdo ima druge skrbi mi je zelo ljuba knjiga, zelo. Predstavlja mi v bistvu nek dogodek z imenom kulminacija. In predstavlja mi tudi neko prelitje nekih zgodnjih perspektiv v deziluzijo, skozi preprosto samo artikulacijo neke misli, ne. In v tem smislu se mi zdi ta knjiga nekaj zelo sproščujočega zame. Smejim se zato, ker o tej knjigi skoraj nikdar ne govorim in me tvoje vprašanje že takoj presenetilo, kar malo, no. Namreč šla je v času, ko sem bila na eni zelo dolgi bolniški in se po njenem izidu nisem mogla pojavljati v javnem prostoru, ne, preprosto fizično nisem mogla iti ven. Tako da je šla knjiga kar nekako mimo in v bistvu zelo, zelo redko sploh o njej spregovorim. Je pa prav ta dolgotrajajoča, prav te dolgotrajajoče izredne razmere so verjetno prispevale k ostrini pogleda, ki jo omenjaš. In mogoče tudi k temu, da te karantene in podobno danes zelo enostavno prenašam. Skratka, takrat sem se znašla, ko sem pisala to knjigo, sem se večkrat znašla na raznih operacijskih mizah, pa v tistih napol budnih stanjih po anesteziji, a veš, ko vse slišiš, a vsi okrog tebe mislijo, da ne veš, kaj se dogaja, skratka, neko celo življenje poteka ob tebi, pri čemer vsi menijo, da ti v njem ne sodeluješ. In to mi je dalo ogromno enega materiala zapisati in to, kar je nastajalo v bistvu že prej, že nekaj časa, je potem nekako kulminiralo, ne. Čas pisanja te knjige je bilo zame tudi obdobje nekih novih ljubezenskih, pa tudi seksualnih raziskovanj, v katerih mislim, da sem našla takrat, ali pa se mi je takrat tako zdelo, vso neko brutalno poetiko sveta, prav v teh ljubezenskih in seksualnih odkrivanjih, ugotavljanjih, novostih in tako naprej. In če ta dva vidika združim, bi mogoče rekla, da so situacije, kjer je izostren pogled, kot praviš, v bistvu edina izbira. In v tem smislu sploh ni izbira, ne, in v tem smislu je tudi kulminacija. Na rešitev v bistvu, ne. Kako? Je na koncu v bistvu tudi rešitev, ne. Mislim, po nobenem od svojih del do zdaj nisem imela občutka neke
neke rešitve, nečesa boljšega, ali pa da bi karkoli od tega svoje delo jemala v nekem terapevtskem smislu, ne. V bistvu nisem želela na tak način, ampak kot rešitev nekega razmišljanja, kot na nek način tudi v bistvu. Ja. Mislim, danes 6 let od izida te knjige nanjo gledam v bistvu kot na zdrs v kaos mladega človeka, če veš, kaj mislim, mlade ženske. Pa ne zato, da bi ta kaos ukrotila, pač pa, da bi ga bolj zaobjela, ne. Skratka, kot bi se nameravala zavestno utopiti, ne pa tudi se ugonobiti, ne. Skratka, v tem sem videla, v tem zaobjemu kaosa sem videla nek emancipatorni potencial umetniškega izraza, ne. Tule se mi je pokazal, da ga je mogoče realizirati. Skratka, nekako povedati nek kaos, ne pa ga tudi organizirati, ne. Ampak ga bolj jemati kot en tako fenomenalno konstruktiven in za subjekt konstitutiven element sveta ali pa svet kot takšen, ne. Skratka, povedati, kar se dogaja sredi množice ljudi, a tega ne more nihče videti, ne. Zdaj, če veš samo ti, je to lahko samo fantazija ali pa ni, lahko je to, kar sem napisala, fikcija ali pa ni, ampak to sploh nima veze, ne. V vsakem primeru te ostrine pogleda predvsem ne gre uporabiti samo za gledanje, ampak za ustvarjanje teh nekih novih realnosti, ki so naposled morda lahko celo boljše od aktualnih, ne. In potem torej so torej bila zate torej ta potovanja, odmiki od svetovne, torej nujni in hkrati v bistvu se tu že najde, že pojavi torej vse to, kar ti potem začneš raziskovati, oziroma raziskovala si že prej, torej tudi pisati, torej ta zvočnost. Ja, mislim, če zelo dolgo zgodbo zelo skrajšam, je šlo to tako, da ko sem bila še bistveno mlajša, sem igrala violino in sem mislila, da se bom s tem ukvarjala celo življenje. No, in potem se je zgodila ta nek zdravstveni problem, kakorkoli že, sem morala nehati igrati violino, ob tem sem pa seveda že pisala, ne. Nisem se pa mogla odpovedati popolnoma temu interesu v zvočne umetnosti ali pa v zvok kot takšen, v poslušanje in tako naprej, ne. In potem se je to samo nekako zlilo v eno zgodbo. Skratka, pisati o zvoku, pisati zvok, raziskovati ga poskušati artikulirati, vemo, da imamo v zvoku zelo pusto besedišče, samo ene par besed za opisovanje nekih zvokov imamo, ne. In se je to nekako združilo v ta nek večji interes. Kaj si mislimo o zvoku, tako nekako, ne, v to zgodbo. In torej in glasba in torej zvoki, torej so sestavni element tvojega ustvarjanja, torej raziskovanja in tvojim pesniškem in proznem delom bi se zdaj mogoče najprej osredotočila na medmete, ker so mi enostavno zanimivi, recimo pač slovenski pravopis ima od vseh teh zanimivo zakladnico tega, kar vse najdemo. Mogoče včasih niti ne razmišljamo o tem, ko preprosto to besedo najdem. In torej ti imaš potem v poemi torej glasovno slikanje, zelo, zelo natančno, ne, tudi to ponavljanje. Tudi zvoke, ki na nek način, zelo brutalno mi je bil del, fragment, v katerem opisuješ tudi posilstvo, ne, in tu se mi zdi res tudi ta ostrina, ne samo pogleda, ampak tudi ušesa, sluha, je zelo izrazita, ne. Ja, no, mislim, upam oziroma veseli me, da se to pokaže. Fonetiki in samemu zapisu glasov sem v tej knjigi res posvetila precej pozornosti, res preciznega razmisleka, ne. Kot si omenila, ne, kako zapisati udarec, na primer, ali pa kako zapisati različne udarce, kako zapisati zven misli, kako zveni namen, kako zveni učinek izvedenega namena, kako se nekdo, kaj pa vem, recimo neka delavka na področju književnosti pogovarja s teboj in kako se v sekundi njen način zvenečega govora spremeni, ko vstopi nekdo, ki ga ima ona za veliko avtoriteto. In te nianse me strašno zanimajo.
pa že zato, ker v bistvu že prek poslušanja teh zelo vsakdanjih situacij lahko izrišemo precej natančno podobo zelo kompleksnih hierarhičnih zasnov vsake družbe. In glede na to, da je zvok ves čas povsod, da nekega pojma tišine v resnici ne živimo, se mi te teme zdijo zelo zanimive. Potem dodatno so me v bistvu še pred knjigo Ljubav reče greva, mogoče malo bolj v Slavnih neznanih, so me v bistvu zanimale tudi me zanima ta vsakdanji govor o tem, kako je svet strašansko glasen, a veš, kako je strašansko nasičen zvok in tako naprej. Pa se mi je to zdelo zanimivo, ko so se ti razni stavki pojavili, glede na to, da je svet v bistvu od nekdaj že bil zelo nasičen zvoki. Kot rečeno, sploh govoriti o tišini bi bilo skoraj da absurdno, ali pa celo konzervativno. Mislim, tišina sploh na nek način, če greva v tem, skoraj da ni, v bistvu, to je isto, kot če čistiš tla, pa se vidijo sledi. Mislim, da je nekako hočem reči, gre bolj za to, da prepoznavaš recimo temu zvočno vibracijo ali pa delovanje nekih družbenih zvočnosti ves čas in povsod. Mislim, kar v bistvu sem želela v teh knjigah, pa tudi večkrat pozneje, pa tudi zdaj v bistvu reči, da ni nič, pa tudi v bistvu v knjigi Ljubav reče greva, pokazati je, da ni prav nič trivialnega v zvoku. In da v bistvu vprašanje zvoka v bistvu nikoli ni vprašanje zvoka, ampak da je vprašanje konteksta je. Zelo dobro, vprašanje konteksta, Kateri zvoki v določenih okoljih predstavljajo zvočnost. Nikoli to niso vsi zvoki, ker to ni vedno samo, oziroma nikoli ni samo vprašanje amplitude, skratka nekaj je preglasno in me zato moti in se mi prostor zdi zasičen. Ampak to vprašanje konteksta je politično vprašanje. Če pomisliš, zlahka se ti zgodi, da v nekem lokalnem okolju, nekje na pločniku slišiš nekoga, ki se razburja, ker na drugi strani ceste ali pa v sosednjem bloku iz nekega stanovanja prihaja, kaj pa vem, tako imenovana turbo folk glasba. Zdaj se nujno mora pojaviti vprašanje, ali bi tega, ki se razburja, motilo tudi, če bi ta glasba bila tako imenovana slovenska folklora. Ne vem, mogoče je tisti, ki ga neka zvočnost moti, ultranacionalist, mogoče je etnicist, mogoče je neka zaplankana oseba nagnjena k fašizmom, mogoče gre samo za neko pobožno sledenje nekim vedenskim normam, ki so v izhodišču predvsem religijske in pa patriarhalne. V stari Grčiji so ženske izločali iz javnega življenja preko tega, da so njihovi glasovi nadležni. Pa ni šlo za njihove glasove, šlo je za to, da jih hočejo izločiti iz življenja. Hočem reči, nikdar ne gre za zvok kot tak. Razen v primerih mučenja zvokom ali pa rabe zvočnega nasilja v vojnah. Pa tudi takrat je zvok samo orodje, s katerim se izvaja nek politični pritisk. Nikoli ni zvok samo zvok in nikoli ni moteč kar tako. In potem kdaj zvok postane hrup? Sej, mogoče sem že malo namignila, kaj mislim o tem že... Ravno to sem želela, v bistvu iz tega ven, kaj zdaj zate pomeni hrup, kot recimo in v poemi, torej Ljubav reče greva, kjer v bistvu na nek način prepoznam tvoje raziskovanje, v bistvu tvoj enak odnos, ki ga imaš tudi v raziskovanju, kjer recimo torej v tvojih esejih, kjer torej tudi glasbenice, tudi raziskovalke določene radijske postaje motijo, ki jih pač ne moramo na nek način izbrisati ali zdaj, če prideš v trgovino, ali pač povsem vsakdanji opravki, ali pa zdaj, kjer se ti v bistvu isto znajdeš v centralni knjižnici, v Ljubljani, kjer v bistvu pričakuješ, ne vem, tretji program nacionalnega radija, kjer bojo vrteli oddaje o literaturi, oddaje o glasbi, torej klasični glasbi, ali pa vsaj izbrani glasbi, pa potem doživiš šok, kjer slišiš komercialno
radijsko postajo, ker v bistvu smo verjetno vsi zgroženi, tudi če pridemo v drugo knjižnico, ne samo v centralno. Ampak mislim, da se počasi v bistvu potem že sprašujemo, ali nam ustreza, ali bi nam ustrezalo, če bi v centralni knjižnici bila katerakoli radijska postaja. Hočem reči, zdi se mi, da je vprašanje navzočnosti zvoka danes predvsem prosi po vprašanju, zakaj je. Zakaj je tam, kjer je. Zakaj nenadoma ne moremo najti več kavarne, kjer ne bi nekje v ozadju ali pa precej v ospredju vrteli muziko. Ampak to vprašanje se mi zdi ravno zaradi hrupa, ki ga omenjaš v svojem vprašanju, zanimivo. Kot sem v Slavnih neznanih na dolgo in na široko pisala, oziroma mislim, da sem kar jasno pokazala, da imam precej hude težave s samim pojmom hrupa. Načeloma ga uporabljamo za neke zvoke, ki se nam zdijo moteči in tako naprej. Kar pomeni, da je v bistvu hrup vedno pozicioniran v odboju na zvok, na prijeten zvok, skratka je njegov negativ in natanko zaradi tega nesmiselen pojem. Hočem reči, noben zvok sam po sebi nima pomena in tudi v bistvu nobenega učinka. Samo zvočno izražanje, poslušanje zvočnosti je vedno pogojeno s kulturno in razredno socializacijo. Ni zvok tisti, ki je moteč, pač pa je pozicija, v kateri se poslušalka nahaja, tista, ki povzroča motečnost. Če situacije ne moremo izstopiti, nastane zvok moteč. Če se nam zdi, da nam nekaj pripada, pa je tam nek zvok, ki v to vstopa, takrat postane moteč. Skratka, gre vedno za neko razmerje moči v relaciji na objekti izvora zvoka. To se pokaže ta nujnost kontekstualizacije zvoka se v bistvu najbolj pokaže v zelo enostavnih primerih. Če misliš na res dva enostavna primera, pomislimo recimo na zvok joka, ki naj bi bil med najbolj motečimi zvoki za človeško uho, predvsem jok dojenčkov, ampak tudi odraslih ljudi. No, če nekdo joče zato, ker nima za jest, ali pa ker so ga tisti sadistični debili prepustili hiranju v domu za ostarele, je to nekaj povsem drugega, kot če joče Olivia Colman, ker je pravkar dobila Oskarja. Razlika je samo v kontekstu. Oboje je zvok joka. Ampak ta zvok dobi nek neprijeten, negativen pomen šele, ko ga kontekstualiziramo. Skratka, če koga kaj moti v zvoku, je to kontekst. In če potem jok sestradanega človeka recimo nekoga moti, se moramo prav na to besedo osredotočiti. Kako to, da nekoga to moti? Je to res ustrezen odziv na nek tak zvok? Bil prej opozorilo nemočnega, da mu nekdo pomaga. Mislim, recimo. Ta odziv se mi zdi, da je včasih pač potem pomemben. Mogoče hočem reči to, se strinjam s tabo, in če dodam, mogoče hočem reči to, da ni samo tisti, iz katerega prihaja nek zvok, tisti, ki ga je treba analizirati, skratka, zakaj je nek zvok tam. Ampak to, da nekoga nekaj moti, da nekdo nekemu zvoku reče hrup, pove več o njemu kot o zvoku. O poslušalcu pove bistveno več kot o samem zvoku. Kot sem prej omenila, recimo stare Grke in njihove neke hierarhije glasov. In tako so rekli, da pač ženske imajo zelo neprijetne glasove, kar je bil način izključevanja iz javnega govora. Njihov problem ni bil njihov glas, njihov problem je bil to, da rabijo tam nekoga, nad komer lahko izvajajo patriarhat. Tako da ni bil zvok problem. Ja. Torej, če bi mogoče začeli tudi s tvojim branjem, jaz si mogoče vseeno, ker danes nisi fizično v Mariboru, bi predlagala, mogoče če se spomniva na leto 2018 in na pesniški turnir, kjer si torej postala v Mariboru zmagovalka.
če bi prebrala tisto, ne, pa tudi v bistvu tukaj lahko govoriva o zvoku, ne, in v bistvu tudi na nek način tej hierarhični lestvici lektorjev, ki na nek način opozarjajo na govor. To si pa lepo povezala skupaj, moram reči. Hvala. Čakaj, Dan, kje pa je to sploh? Jo, kdaj sem pa jaz to nazadnje brala, Tonja? Čakaj, da čisto ugasnem. Ja, Pa je zdaj, ne vem, saj sem brala že od takrat, seveda sem še dosti brala. Veš kaj, ne moram nikoli brati kateregakoli odlomka iz knjige, zato ker so večinoma v tako velikih sklopih, da niso za kratka branja. Ja, to mene osebno v bistvu ne moti, ne, ker mi je prav to, ker lahko to pesniško zbirko skozi bereš kot celoto. Oziroma poemo. Tudi jaz zaiščem, katera strani. Na strani 27 je. Ja. A jo kar preberem? Ja, lepo prosim. In seveda mi ni jasno, da se mi ne gre, kam za norca radost grem, na radio, vadit govor. 33-letnica, odkod le, kam le, od začetka, črko po črko, postopoma, po črko, do skupaj, na radio me vabijo samo zato, da rečejo kaj pa r, kaj pa napaka, kaj pa, rečem r, reče napaka, ne rečem r, reče napaka, Roma na komisijo, tribunal, konzilij ugotavlja sposobnosti, ne, sodobnosti, ne, spodobnosti. Pravnomočno odloča o napačnosti, reče nacionalni, reče slovenski, jezik reče, od nekdaj, reče nič, reče ljubezen, reče domovina, nabrekne, določa napačnosti, telesa in reče. To je vzklika in dirja in posluša, še kako posluša, vse skrbi le še domovina. Domovina? Nimaš kaj, nimaš kaj, nekje menda moraš biti. Reče kaj, nimaš kaj, le vidi, napako zazna. Reče ne reče reče reci r, rečem r, reče napaka je, da sem, obujajo fašizem, ni nikdar spal, ljubijo domovino. Rečeno, grem na radio vadit govor, izrekanje, glas po glas, zato sem. Konzil vstane iz ekstaze, izdavi reci A, rečem A, reče reci B, rečem B, reče reci C, rečem C, ali pa ne, a gotovo reče reci Č, rečem Č, reče reci Č, rečem Č, reče Č ali Č, rečem Č ali Č, reče pomembno, reče reci Č, rečem Č, reče Č, ne Č, rečem nič, reče reci Č. Skupaj greva in nasmeh ga tišči in ne zdrži, ne prenese, se znoji, rije, upore, sklistirje, maši, zobovje, odteka le zato, da maši, da odteče, ne odteče, odteka in gre, se zbere, le kako, le s čim le odteka. A pride nazaj, monumentalne drže, nisem te sreče, odkod le stopa, na glas, jaz samo še stran, seveda lažem, kaj ti kam le, skratka, še kar sem tu. Zelo močno šibka in izpraznjen, poln mehur erotičnega gnusa, vse poprek puha, reče, saj se sploh ne znaš izgovoriti. Skratka, smeh ihti, skratka, nenehno kadim, v imenu balansa stopam, pa nikogar ne srečam, spodaj sopiha, to je kolje, brezdomni nemi nosilec novic o smrtnic, cin, ne odpri si, mislim, nikjer nihče, kdo le, joj ne. In si ne upam nazaj, a niti nisem šla in je nazaj. V postorgazenskem transu, o svojem delu prične, veš kakšne pravijo, rečem kakšne pravijo, pravi joj, pravi to, pravi in to, reče kakšne govorijo, reče malo da ne fašistične govori, a veš, vem, ne, a veš, vem, potem reci č. Najlepša hvala. Torej, tvoja ljubav, reče greva, je zanimiva tudi z tega kritičnega vidika in torej tudi, da še ostaneva torej pri zvoku, pri izreki, torej tudi o notranjem monologu subjektke, ki v bistvu se tudi želi
upreti, ampak se ne upre, ne z govorom, torej od izrazov crkni. Na nek način v bistvu se ne dvigneš kot subjektka nad drugem. Nenehno pa čutiš ta pritisk hierarhije. Ja, mislim... V bistvu zanimivo je, ne, ta najprej odraz jeze in potem torej, na nek način notranja usmeritev, ne, subjektke, pa saj tega jaz nisem izgovorila, ne, saj tega ne bom naredila, storila. Ja, ampak če k temu vprašanju, najprej bom v bistvu odgovoriti najprej z vprašanjem. Tako. Namreč, ali ni takrat, ko je monolog zapisan, v bistvu že izrečen? A ni že takrat mogoče zunaj? A ni potem, ko to bralka bere, spet izrečen? Hočem reči, da popolnoma razumem, kaj me sprašuješ in seveda imaš point, ampak mislim, da saj vem, v tej knjigi sem želela malo v bistvu tudi to ločnico med tem, kaj je zunaj in kaj je noter. To mi je bilo zanimivo, ne? Ampak tudi tam, ali bom jaz recimo rekla svojo interpretacijo tega iskanja, ne? Torej, presenetil me je odraz subjektke, ki si torej upa oziroma upa misliti, če tudi ne tega izreči. Ali pa tudi napisati, no. Upa si misliti, ne? Ne pa izreči. Mislim, takšne zelo na nek način brutalne stvari, ki se v bistvu tudi pomenijo nasilje nad drugim. Ali pa ki želijo vzbuditi nasilje. Ja, veš, zdaj pa razumem, kaj me sprašuješ. Sej veš kot avtorica, ne, da ko pišemo, imamo možnost, zdaj bila ta knjiga o meni ali pa ne, vse vseeno. Ne, vse v bistvu. Imamo, recimo. Ne, subjektka je govorka. Tako. Imamo možnost predstaviti se, ali pa neko protagonistko, v kakršnikoli luči hočemo. In fakt je, da nas življenje, oziroma pač kakšno življenje živimo, zelo rado vleče v to, da se izrišemo v takih krasnih podobah, nenehno čistih misli, pri čemer vemo, da je to, kaj je čisto in kaj je umazano. Saj Colette je knjigo o tem napisala, ne, da je zunanje določeno, ne, kaj je primerno, kaj ni primerno. Saj veš, tudi v tej knjigi se dosti ukvarjam in s homofobijo, in z mizoginijo, in z body fašizmi, kot so v tej pesmi, ki so jo pravkar brali, pokazani, in s ksenofobijo in tako naprej. Tako da opaziti, da je neko telo, nek subjekt, glede na norme v nekem prostoru precej napačen, ni težko. In mislim, to živiš celo življenje. In hkrati poskušati izrisati podobo, ki te bo približala nekemu idealu, v literaturi prav tako ni težko. Se pa bojim, da to početje lahko da te lahko spravi v blaznost. Nekaj strašno skoraj sem rekla emancipatornega, sem to ni ustrezna beseda. Nekaj silovitega je povedati točno to, kar si misliš. Še posebej v formatu, ki je za zmerom, kot je knjiga. To, mogoče naj bo to za zdaj moj odgovor. Se pa lahko dalje pogovarjala, seveda. Ja, ker ravno subjektko v bistvu poganja ljubezen naprej, ne, jo oživlja, pisanje,
To dvoje se mi zdi, da je vse v poemi pač bistveno. In torej v bistvu se mi zdi, da je dvoje osnovnih gibal ali pa kar osnovni gibali v tvoji pesniški zbirki, torej v tvoji poemi, torej hoja in ljubezen. Torej hoja, ki te na nek način osvobaja, ki te v bistvu omogoča torej premikanje iz ene točke, kjer se subjekta počuti ogroženo, torej utesnjeno, ne, tudi dušečen se mi zdi, ne, da znaš v bistvu izraziti in v bistvu potem tudi ljubezen, ne, z SMS-i, s pogovori, z branjem, s svetovanjem, ne, kjer v bistvu izpostaviš enih izmed najbolj krasnih dialogov, na katere v bistvu jih v bistvu spretno ne nizaš med vse te drobce, ne, na katere v bistvu na celotne anomalije, na katere opozarjaš. Ja, sej, zelo sem si želela napisati tako knjigo, kjer bi to prepletala. Skratka, da se ne bi posameznim temam ali pa dogodkom posvečala posebej, ampak poskušala, mislim, v tem smislu je zelo na mestu to, kar si čisto na začetku rekla, skratka, da je kdo ima druge skrbi, mogoče dober nastavek za ljubav, ne. Tega še nihče prej ni rekel in se mi zdi kar zanimivo in verjetno tudi precej točno. Skratka, ta kaos, o katerem sem prej govorila, se seveda nadaljuje in kvečjemu stopnjuje skozi življenje, kakršno ga živim in ga večina okrog mene prav tako na takšen način živi. In zdaj, vse, kar se dogaja, vse to zunanje, kot temu pravim, se ves čas prepleta s to neko željo, ali je to ljubezenska, erotična želja in tako naprej. In ves čas skuša vdirati v ta prostor, ki bi recimo bil nek prostor prijetnega, varnega in tako naprej, ne. Skratka, ti kleši nenehni so ti trki in prepletanja zunanjega in družbenega in zasebnega, recimo, no. Se mi zdi, da zelo intenzivirajo drug drugega. Zato, ker drug drugega hočejo izničiti. Ja. Tako je ta knjiga nastajala, ne, ta nek poskus, da bi zdaj nekaj se zgodilo, ampak se zgodi nekaj drugega in to premetavanje, ta nenehni limbo in sem in tja in potem se stvari ponavljajo in se vračajo in to neko beganje sem pa tja, pa grem, pa se vračam, pa kamorkoli greš, si v bistvu ves čas na isti točki in... Ja, v bistvu točka je ista, ne, to je najbolj zanimivo, ne. Ja, mislim, razpršenost, ne, jaz bi mogoče dala to krožec in potem nenehne te puščice povratne, ne. Ja, mislim, kot veš, večkrat zapišem, da kam le vedno pomeni tu, ne, ta nenehen tu. Ja. S tem seveda ne mislim reči, da se protagonistka tega dela ves čas vrača v isto točko, ampak da kamorkoli gre, jo že ta točka iz popolnoma očitnih razlogov, ker je pač tam in ker je vse to družbeno tudi tam, ne. In to je ta hoja potem In premikanje, ne. Mislim, seveda hoje v tem delu ne gre jemati dobesedno, ne. Dobesedno, ne, so v bistvu tudi, že prej sem govorila, ne, da v bistvu gre in fizične in ne, že v pesmi, pač v proznem prvencu, ne, in v bistvu notranje svetove, ne. Ja, mislim, na eni strani gre malo za fizično početje, ampak ne prav zelo, gre predvsem za neko usmeritev, ne, za željo in usmeritev. Ja, mišljenje, ne. Ja, mislim, saj veš, ne, tam v tej knjigi sem se spraševala, kako lahko sploh neka relativno mlada, recimo, ali pa ne tako mlada posameznica preživi v teh razmerah, ki sem jih prej omenjala, skratka, ksenofobija, homofobija in tako naprej, prekarnost, tako naprej, ne. In odgovor, ki ga impliciram, je ta neka senzibilnost, ne, in to je ta usmeritev v senzibilnost, ki je ljubav, ljubezen, kot koncept ali pa kot zelo konkretna oseba. Torej, usmeritev točno v tja, kar želi obstoječe, ampak že dolgo trajajoče razmere izkoreniniti, ne. In tukaj vstopi, mislim, da poezija, ki seveda kot vsa literatura ni ločena od življenja in njegovih pogojev, ne. Nasprotno, je predvsem
speta s samim življenjem. Ampak ima pa poezija, oziroma ima avtorica v poeziji, pa tudi v drugih oblikah umetnosti, možnost vzpostaviti še neko drugo stanje, ter s tem, da poglablja jezik, lahko širi nek zaznavni in idejni horizont, dlje od vsakdanjosti, ne. Skratka, to početje, pisanje poezije, kontinuirano pisanje poezije, mislim, da ima izjemen humanistični potencial. In to že s tem, da omogoči pri avtorici zavrnitev danes pozitivnih konceptov, kot je recimo individualnost, ne. Ampak ne zato, da bi se vrnila v neko tradicijo in tiste neke tesne vezi, ne, ampak da bi sploh lahko nekaj zavrnitve ali pa razgolotenje sebe in s tem umikanje sebe stran iz nekega fokusa, zato da bi sploh lahko prepoznala še koga drugega ali pa drugo, ne. Kar je v bistvu za subjekt ključno, da bi sploh lahko obstajal, ne. In zdaj nenadoma v pisanju takšne poeme veliki jaz sploh ne obstaja in v tem svetu potem nima šans. Ampak ravno to, ne, ta družba, ki hoče postati hiperindividualizirana, ne, pa ne govoriva zdaj mogoče samo o korona času, ampak nasploh, ne, ta egocentričnost, ki na nek način vse privzgaja ali pa se v bistvu vedno bolj želi normalizirati. Zakaj recimo tukaj tudi opozarjaš mogoče na to, ne, zakaj temu ni videti konca, če se vidi, koliko katastrof, koliko anomalij to prinaša v družbi, ne. Torej tudi, ne. Je to skoraj politično vprašanje, ne, ampak vseeno ne moremo mimo tega, ker to je tudi v bistvu tvoja poezija. Ne, seveda je politično vprašanje, vsa poezija ima. Dober dan, zdravo je, na nek način že sva v politiki, ne. Mislim, vse te razmere, ki danes gledamo, vse te rasiste, bulije, sadiste, morilce starejših, mlajših, koga vse, ne vem, vem, je s tole pandemijo samo dobilo platformo, na kateri se lahko izvaja. So pa nekatere temeljne konture razlik, ki so danes poglobljene, obstajale že prej, ne. Zdaj imamo opravka recimo z vprašanjem retradicionalizacije ali pa neotradicionalizacije, recimo, ne. Torej nekega tlačenja ljudi v patriarhalno entiteto družina, ampak potem je zdaj svet osupel, ko izve, da tam poteka družinsko nasilje. To za ženske ni nobena. Saj to, ne. Meni je recimo prav zanimivo, če se pač mogoče lotiva tega primera, ne, saj so bili pa urejena družina, ne, ampak ne vem, da Brvarjeva pesem pred leti bila je celo sredi mesta, ne, plakatirana, bila sta čisto fajn, pa sta trato, ne, kosila, ampak na koncu kaj, ne. Ravno to se mi zdi, ne. Ta politika, ki se začne na nek način v bistvu danes krhati, rušiti, ne. Ja, mislim, saj to bi lahko zdaj to, kar praviš, bi lahko povezali tudi s tem, ker smo prej govorili o tistih motečih zvokih in tako naprej, ne. Skratka, v vsakdanjem življenju reprezentacija neke zmernosti, take meščanske, buržoazne, v bistvu, mi smo vsi zelo likani, ne. Potem pa cel mindfuck nekje za zaprtimi vrati, a ne. Ampak, kar sem želela posebej poudariti, glede tega vprašanja situacije v korona času, je prav to, da te stvari niso novost. Tako kot sem v Slavnih neznanih pisala o prekernosti, ki je takrat postala velika tema, kako so vsi izčrpani od nenehnega dela, žal mi je, ampak to je bila za ženske že stoletja prej velika tema, ampak dokler ni postala velika težava za moške, za srednji sloj, višji sloj, ni bila nikogaršnja tema. Takrat bi morala biti tema. Postala je šele s feminističnim gibanjem. Ampak danes govorimo o tem, ne, da ta dela niso nikoli dokončana, ne. Ta jaz, ki je danes postal torej prekerc, je nenehno v tem, ne. Ja.
Mislim, hotela sem samo opozoriti na to, da neke teme postanejo za celo družbo zanimive, ko začnejo biti relevantne nekako za srednji, višji sloj. Ves čas pa nekje potekajo, skratka, tisto naj bi moralo biti v bistvu naše interesno področje. Pa ni, ker vidimo tudi zdajle s tole korono, vse to ekonomsko osiromašenje posameznic in posameznikov. Mislim, to vse skupaj bi bilo smešno, če ne bi bilo že grozljivo. Ampak vseeno moramo reči, revščina ni nova zgodba. Že pogovarjamo o tem, kako bodo težko preživeli razni podjetniki, srednji sloj, ker jim je pač omanjka dohodek in se jim znižuje standard. Kje so bili vsi prej? Kje so bili vsi prej? In enako je z napadi na kulturo. Zdajle so res brutalni. Mnogi samozaposleni preživijo komaj, res komaj. Nekaj ljudi vem, da res ne vem, kako bodo oni sploh preživeli. In potem je tudi še tale morilski napad na starostnike. Mislim, samo dejstvo, da se jih v statističnih kategorijah imenuje neaktivna populacija, nam pove vse v družbi, ki nagrajuje izključno neko nenehno akcijskost, aktivnost, neko hlastanje. Ampak spet, situacija v domovih zadeva ljudi, ki si lahko privoščijo dom za ostarele. Da ogromen delež starostnikov, še posebej starostnic, živi pod pragom revščine, kaj šele, da bi lahko imele za dom, vemo že ves čas. Pa komu mar. Kar pa je specifično za tole obdobje, ampak ne zaradi korone, pač pa zaradi točno določene strukture oblasti, je njen poseben užitek v ustvarjanju tako ustrahovalnih kot na drugi strani nasilnih posameznic in posameznikov. Ti ljudje, ki so trenutno na oblasti, so rasisti, so buliji, so patetične, ampak nevarne karikature, ki imajo v rokah seveda moč, korona pa se je pojavila res kot perfektna priložnost. In seveda, če zdaj res pa zelo konkretno odgovorim na tvoje vprašanje, je to vprašanje, kako je možno, da je to tako. To je staro marksistično vprašanje. To je od nekdaj, vprašanje tako imenovane lažne zavesti ali pa Adornovskega žargona pravičnosti. Če pogledamo letošnje proteste, na začetku je bilo tam recimo okrog 10 tisoč ljudi. Še vedno se pojavlja vprašanje, zakaj jih ni bilo 100 tisoč. To je vprašanje. Skratka, dokler javnost ni ozaveščena, dokler ni politično in razredno ozaveščena, tudi bralno pismena, smo vedno na robu prepada. Pa to ni nek pokroviteljski stavek, da ne bo tako zvenelo. Niti se ga ne da razumeti tako, ampak v bistvu trezen razmišljek o današnji družbi in pogledu nazaj. Ja, mislim, kjer je oblast, je pa seveda tudi upor. Ampak ta ne more nikoli temeljiti na 5 ljudeh, ki cele dneve protestirajo. Na eni strani ena polovica družbe v tej državi govori o neki slovenskosti, druga polovica o neki notranji dobroti in solidarnosti. Ampak to so stavki, ki so vsebinsko prazni, prav nič ne pomenijo. Skratka, namesto, da bi se pogovarjali o tem, kako smo vsi solidarni in se imamo radi, mislim, da bi se preprosto morala javnost zradikalizirati v smeri neke močne leve pozicije, ki pa v bistvu sploh ni radikalna, samo humanistična je. In to je tudi vprašanje jezika. Jezik ni kar tako. Zelo enostavno je reči, da si solidaren z nekom. Pa kaj potem, če to reče, da si solidaren z nekom, to prav nič ne pomeni. Ampak bi se tudi prav reči, da je nekaj narobe in se temu upreti ali pa se v bistvu opozarjati na to. Ja. S protesti, kar je pa... Ja. Nekatera gibanja dajejo posebno upanje, nekatera zgodovinska. Gibanje za civilne pravice v ZDA v prejšnjem stoletju, tale Black Lives Matter, sufražetke v prejšnjem stoletju, to so gibanja, pa seveda lezbično in gejevsko gibanje oziroma LGBT gibanje, že iz sredine 20. stoletja. To so neke stvari, ki dajo misliti. Je pa res, da danes živimo v nekih drugih časih, včasih neke se bojim, da tam, kjer je precej pravic izborjenih, nekaj pa jih ni, da se stvari ustavijo. V tem smislu sem
sem osebno bolj naklonjena malo bolj radikalnim pristopom, skratka ne politiki majhnih sprememb, ampak radikalnejšim preobrazbam. Res v bistvu ravno to bojim, ne, da smo prišli do neke točke, kjer so postale pravice, ki pa so se začele brisati. Ali pa v bistvu enostavno spreminjati s parimi zakoni, s parimi zopet besedami, zopet smo pri jeziku, ne, in zopet postajamo neka družba, ki gre nazaj, ne. Mislim, meni se zdi, da ima družba ves čas ene in iste probleme. Ki jih pa ne znam. Eden teh ključnih problemov, se sta v bistvu dva bistvena, eden je res najbolj zgodovinski in to je problem spolne razlike. Ta problem obstaja v vseh družbah, v vseh etničnih skupinah, v vseh državah in tako naprej, obstaja slabši položaj žensk. Dokler se ta položaj ne reši, nismo naredili popolnoma nič in ne more noben drug položaj se izboljšati. Ne, ravno ta družbeni položaj, ne, v enem izmed filmov, mislim, da je črnogorski, Virginia, ne, kjer je v bistvu deklica, ampak je oblače kot fantka, da ne bi trpela. Ne, in ravno zanimiv mi je moment, ko praznuje Božič in oponaša ta hčerka Petelina in v tistem trenutku, ne, dobi menstruacijo. Ne, na eni strani grozljiv prizor, na drugi strani pa v bistvu mama ji želi, da ne bi trpela, zato je v bistvu oblače kot fantka. Ne. In ravno tu se vse začne se s spolom, ne. Ampak s spolom tega ne mislim kot biološke kategorije, ampak kot razredne. Kot razredne, ne, tako, ja. Ampak v bistvu tam se to začelo, ker zgodba se odvija na vasi, kjer ni izobrazbe, ker ni drugih danosti, ni možnosti in tam je v bistvu spol na začetku že sama biologija, ki pa vse skupaj potegne kot sam status. Ne. Ja, mislim, predvsem v osnovi vprašanje statusa. Ja. To, da gre za biološko razliko, je samo nek psevdoargument, ki se na to nalima, ampak gre samo za to, da se vzpostavi razmerje master-slave, ne, skratka, razmerje dominiranja, ki se potem samo ekstrapolira oziroma multiplicira na vse ostale sfere. Skratka, mi imamo itak ogromen problem, dokler vse ženske niso feministke. Tako, ne. Ne, skratka, vedno je treba upoštevati, da na določen segment žensk na svoj način prispeva k ohranitvi patriarhata. Kar ne pomeni, da kakorkoli zmanjšujem vlogo v tem pri vseh ostalih. Ne. Ampak ni dovolj reči, da spoli ne obstajajo, da seksualnosti ne obstajajo. Dokler se ne razrešijo ekonomske in socialne razlike, spoli še kako obstajajo. Ja. In ravno to, ne, ti v bistvu tako recimo v Slavnih neznanjih, Menima je glas, pa tudi v njih opozarjaš in razkrivaš v bistvu skladateljice, ženske, ki so ustvarjale, pa so bile zamolčane, vse tudi literatinje. Da ravno torej tudi v svojih delih v bistvu govoriš skozi oči najprej ženske, avtorice, samozaposlene v kulturi, lezbijke in v bistvu tudi skoraj da izbrisane, ne, oziroma pač govoriš torej tudi o tem položaju, v katerem se skoraj da znašel torej tvoj oče in v bistvu govoriva o napakah, o anomalijah, ki pa kaj na koncu pa je v bistvu sistem, ki je neodziven, katerakoli plast, ne, in v bistvu samo sedi, ne, saj tudi film Izbrisana govori ravno o tem, o trpljenju ženske, ki na nek način hodi od Poncija in Pilata, ne, če se pač uporabim tak razem in v bistvu ne reši ničesar, ne. Če skušam to, če probam to, kar hočem reči, strniti v en stavek, ki je mogoče malo bolj ekstremen kot to, kar resnično želim povedati, ampak recimo, moj problem ni sistem kot tak, kot neka abstraktna, fiktivna struktura, ampak to, da sistem vedno potrebuje izjemno količino maso podpore v javnosti. In zato sem prej govorila o zaveščenosti
o znanju, ne v nekem pokroviteljskem smislu, kako so vsi zabiti in nihče nič ne bere. Čeprav vemo, kakšna je bralna kultura v Sloveniji, kakšne so bralne navade. Sistema ni tako zelo težko spremeniti, obrniti, ampak zahteva ozaveščeno javnost. In zato sem prej rekla, dokler imamo ženske, ki se na vse pre tega trudijo povedati, da niso feministke, imamo hud problem. In enako velja za moške, enako velja za strejte, geje in lezbike. Hujši problem, če kdo reče, da ne rabi biti več feministka. To se mi zdi pa še bolj v bistvu, ne, kar je tudi slišati. Ne? Mislim, ja, recimo. Nisem ali pa ne rabi več biti, se mi zdi, da je tudi razlika. Ne? Ja. Tudi koliko so ljudje pač pozorni, ne? Vse je velika apatija danes. Lahko nekdo razmišlja, da je narobe, ampak se ne želi dvigniti nad to. Ne? Ja, a veš, mislim, da se že desetletja pišejo eni in isti publicistični članki, ene in iste knjige, neskončnosti pišejo o kapitalizmu, pa o izkoriščanju delavstva, pa o izkoriščanju žensk, pa o nasilju nad transspolnimi osebami. O tem se piše že toliko časa, da se nam lahko od tega, da smo skozi na isti točki počasi, že kar zmeša. Ampak to je spet problem družbe kot takšne, tega hudega odpora do ozaveščenosti, te hude ponotranitve individualnosti, ki si jo prej omenjala, ne? In namesto neke senzibilnosti, ki bi prepoznala še koga drugega okrog mene, skratka, da ne prepoznam samo sebe, ampak še koga drugega okrog sebe. Ampak mogoče nam pa zato potem avtorjem in avtoricam, ki pa živimo res te neke specifične razlike v tem okolju, v nekem drugem okolju, to ne bi bile neke sploh zanimive teme, verjetno. Od tod mogoče tudi ta neka nenehna kritičnost, ker težko pišeš o cvetočih poljih. Podobno ni, čisto nekaj drugega je, ampak meni se danes zdi najboljša poezija pravzaprav poezija afriških diaspor. In to avtorice so praviloma ženske ali pa queer ali pa lezbične ženske. To se mi zdi danes poezija, ki največ, ki sploh o čem kaj govori, največ pove. Ravno to sem ti želela sama reči, največ pove. Nina, lepo bi te prosila, da še kaj prebereš. Že 1 ura je, ti to veš. Ja, prejle sem malo pogledala, ampak se mi zdi, da je v bistvu kar na nek način minilo. V bistvu, preden bi za zaključek še nekaj prebrala, bi te posebno vprašala o tej pripadnosti. Vse govorili smo o ljubezni, govorili smo o umetnosti. Kje pa potem se lahko subjektka čuti varno? Včasih se mi zdi, da je to kvečjemu neko začasno stanje. Potem pa mogoče še posebej od tistega dne, ko sem začela pisati Ljubav reče greva, pa se mi vse bolj zdi, da je lahko nekaj, kar traja. In sicer predvsem skozi nekaj, kar sem prej zelo bežno omenila, namreč skozi željo. Skozi usmeritev želje nekam, bolj natančno v nekoga, kjer se s to željo nekaj zgodi in se obrne nazaj k tebi. In pol se zgodi verjetno neka čudna guba nastane, nekako se stvari nimajo neke resne forme. Ta forma mogoče sploh ni statična, ampak se začne to neko prepletanje, neko gubanje in z razlogom sem napisala knjigo o ljubavi. To se je v bistvu res zelo lepo, tudi z rokami pokazala. Ne vem. Bereva? Ja,
Ali bo pa nekaj od the Ali best pa of? 54. Mi je recimo, kot bi škržati deklamirali in bi se črne koze brile do mesa. Ne? Na eni strani imaš škržati, ne? Ki so fantastični ptiči, in potem črne koze, ne? Brile do mesa. Ta del mi je bil zelo fascinanten do strani 55, ne? Se v bistvu je ogromno stvari, ne, ki... Ja, lahko, če si želiš, berem kaj po tvoji izbiri, če ne bom pa enega od teh... Ja, v bistvu ravno o tem govorim, mogoče, kot bi škržati deklamirali, ali pa če me, ne vem. Mogoče tukaj pomislim in napaka me prične obdajati na strani 54. Pa do konca tega odstavka, ali kako mi je? Ja, potem, ko na naslednji strani 55 se nihče ni vprašal. Vem, tako. Se to je pa čisto kratko. A veš, da mislim, da tega še nikoli nisem na nobenem dogodku brala? Res? Ja, mislim, da... V bistvu tu je toliko stvari, tu se to prepleta, ne, v bistvu na eni strani lepote, na drugi strani imaš to na nek način, jaz včasih rečem, da ene stvari tako fizično dojemam, ko jih berem, da človeka zazebe, ne, ko se brile do mesa. Ja, če je ta tebi zanimiv, pa vadeva tega, super, bomo nekaj novega, okej, cool. Okej, veš kaj, vedno, veš kako je na teh naših literarcih, vedno moraš pripraviti nekaj za 3 minute. In pa imaš tiste 3 stvari, ki jih skozi bereš. Ja, meni je na nek način to mogoče malo preveč šablonsko, ne, želim malo vseeno odpreti ali pa predrugačiti stvari. Super, me veseli. Ja, dejva pol to, moj bog, čakaj. Okej. Pomislim in napaka me prične obdajati, mrena čez in čez, micelijsko čez čelo in po upadlih licih se razrašča po voljni, katere nič ni moje, ne zato, da bi zadušila, temveč zato, ker lahko nepremično poslušalko drma v odboju, odbijajo zveni plačanega uničenja, jo zibajo kot meduzo, pretočno hlipajočo stran od njihovih svetlob me vklešči v sloje, koreografirano in varovalno. To je blagozvokov, ki jim v tem mestu rečejo hrup, se sprosti v protektičnem spazmu, objame tik preden se rešilni bršljan, ta kratka, a nedokončana kompozicija spominov slišanega in predelanega preplete v nepredušno membrano, o kakršni Cage niti sanjati ne bi mogel. A jaz pač lahko slišim prezebli žareči Tinov serenadni glas vedežuje jutro s Čekotlovi puči. Kot bi škržati deklamirali in bi se črne koze brile do mesa, nastaja eliptična sonata stavkov zbranih v zvočnost, razrešeno zlogov in ločil, pravzaprav povsem razrešeno, do ni, se odceplja od usiljenih abstrakcij, desinhronizira in dopušča dvom v podobo in upanje v razumnost dvoma v podobo nadomešča z golim gostim potekom zvočnosti onkraj tu in v nasprotju s tu, ne da bi želela povedati kam, sicer pa saj nihče ni vprašal. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala tebi, to je bilo zelo, zelo prijeten večer, ti moram povedati. Ja, jaz sem zelo vesela, Nina, da ti je bilo všeč in se ti res zelo lepo zahvaljujem. Jaz tudi pozdravljam vse ostale, ki so nas spremljale in želim lep večer tebi v Ljubljano. Jaz pa maham skible. Srečamo se naslednji teden ob istem času, isti dan z Evo Mahkovic in Evo Minar. Tako da. Hvala, Tonja, čau vsem. Čau, Dio. Čau. Čau.